Od februarja se bo tako iz Maribora lahko ob vsakem delovniku letelo v München in Antwerpen, kot tudi v obratni smeri. Ob tem pa bo mariborsko letališče vsem potnikom ponudilo brezplačno parkiranje avtomobila. Dejansko gre za eno linijo, ki se z vmesnim pristankom v Münchnu. Torej, letalska družba VLM Airlines je res potrdila začetek obratovanja letalske linije do Münchna in potem nadaljevanje do Antwerpna. Prvi redni liniji po prevzemu mariborskega letališča se za lastnike nista najbolje obnesli, saj za polete v Dubrovnik in Split niti enkrat niso uspeli napolniti celotnega letala. Tako da nekje mislim, da so prav ocenili v letalski družbi, da je potencial Maribor-München, vemo, da je povezava dokaj tesna, tako na področju poslovnih gostov, turističnih. München je tudi ena odskočna deska za polete naprej in pričakujemo, da se bo linija prijela, kar pa bo seveda pokazal čas. To pa naj ne bi bila edina redna linija iz mariborskega letališča, saj se načrti novih lastnikov tukaj ne ustavijo. Glejte, Maribor je očitno ena specifika, očitno je zaledje potnikov ni takšno, kot bi si želeli, bodimo pošteni, ne moramo pričakovati polnih letal iz Maribora samo na bazi mariborskih potnikov in okoliških potnikov. Treba bo narediti nekaj več in to je v naši strategiji dejansko ta, da pripeljemo potnike od drugod in jih od tukaj vozimo dalje po Evropi, kjer pa se bo našel tudi prostor za naše potnike, ki jih je seveda ustrezno manj. Mariborsko letališče naj bi tako v prihodnosti postala vstopna točka za azijske potnike, bi naj postalo naše letališče, namesto da odletijo v Avstrijo ali kam drugam, pridejo sem, če malo karikiram, še kak dan prespijo tukaj. Mariborsko letališče bo tako z 12. februarjem, ko bodo proti Münchnu in belgijskemu Antwerpnu poletela prva letala, znova zaživelo. Četudi bosta liniji aktivni zgolj med delavniki, ne bosta namenjeni samo številnim podjetnikom, ampak tudi oddiha željnim popotnikom. Enosmerne vozovnice bodo na voljo namreč že od 59 € naprej.